Spoštovani in cenjeni, po ogledu razstave dobrodošli nazaj. Prvo vprašanje, a ste vi zadovoljni z razstavo? Je avtor upravičil svoj ogled? Dajmo je velik aplavz. Kot rečeno, pozdravljamo vas v paviljonu A, ki se lahko pohvali s kar nekaj eksponati res ogromnih dimenzij, zaradi česar bi park vojaške zgodovine lahko primerjali tudi z jurskim parkom nekakšnih vojaških dinozavrov, kot je njega njimi povedal magister Boštjančič. Namreč za mojim hrbtom je parkirana podmornica Zeta, ki ima 60 ton, v dolžino meri 19 metrov, potem na zgornji ploščadi najtežji tank tehta 45 ton, zgoraj pa je parkirana tudi 120 ton težka nemška vojaška lokomotiva. Vse to je predstavljalo tudi izjemen logističen zalogaj, ampak o tem malce kasneje. Napovedujem namreč okroglo mizo, na kateri bomo skupaj s snovalci osvetlili 20. obletnico parka vojaške zgodovine. Kakšen je bil torej nastanek parka in kakšen je njegov pomen danes? Na odru pozdravljam vojaškega predstavnika pri NATO in Evropski uniji, generalmajorja Romana Urbanča, pa župana občine Pivka Roberta Smrdelja ter direktorja in gonilno silo parka vojaške zgodovine magistra Janka Boštjančiča. Torej, 20 let, en velik aplavz seveda za naše sogovornike. 20 let torej mineva od tistega 9. maja leta 2004, ko se je v Pivki na Dan Evrope in na pivški občinski praznik rodila ideja, da bi opuščene in propadajoče vojašnice, njihov kompleks na robu Pivke, preuredili v vojaški muzej. Večstoletna navzočnost vojske na tem strateško izredno pomembnem območju je predstavljala veliko breme za lokalno skupnost. Zaradi vojske in vojaškega poligona je bil ta prostor zaprto območje, zato se tudi ni mogel razvijati turizem. Kljub bližini Postojnske jame, Predjamskega gradu, Škocjanskih jam in Lipice, ter dejstva, da je tod mimo vodila in še vedno vodi glavna cesta proti Kvarnerju. Vojska je bila tu stoletja dolgo razvojna ovira, ki pa jo je park vojaške zgodovine obrnil v razvojno priložnost tega prostora. Zato je ta prostor lahko učna ura za številne muzealce po celi Sloveniji. Recept, kako iz ruševin nekdanjih italijanskih vojašnic ter iz degradiranega ter mestoma že nevarnega prostora ustvariti največji muzejsko-zgodovinski kompleks v tem delu Evrope ter seveda enega najbolj obiskanih muzejev v Sloveniji, ki ni v Ljubljani, ampak v Pivki. En velik aplavz. Magister Janko Boštjančič, pa začnimo z vami. V Pivki ste v bistvu že pred samo idejo ustanovitve parka vojaške zgodovine razmišljali o turistični izrabi vojaško-zgodovinske dediščine. Utrpo Alpskega zidu na Primožu ste postopoma odpirali gostom, tudi s tem, da ste jih vodili po podzemnih rovih ter oblikovali tematsko pot, krožno pot po poteh vojaške dediščine. Ja, res, dober dan še enkrat vsem. Torej, v Pivki smo se zavedali tega popolne nerazvitosti turizma. Kot smo rekli, že razen gneče na cestah v turizma ni bilo nič. In zavedali smo se, da imamo bogato naravno dediščino, razmišljali že v smeri razvoja turističnih produktov na jezerih in vezanih na naravno dediščino. Zavedali smo se pa tudi te bogato vojaško-zgodovinske dediščine. Predvsem tukaj govorimo o tem sistemu utrdb Alpskega zidu, ki se zelo približajo samemu naselju. V Habjanovu, v Hribu imamo podzemno utrdbo, predvsem pa to zelo veliko na Primožu, ki je res predstavljala nek velik potencial. In v tistih letih smo se lotili samega čiščenja s pomočjo jamarskega društva, pa tudi navezovali stike za zgodovinarji, raziskovalci. In tako da ta ideja, ki je takrat, ta iskrica, ki se je rodila takrat 9. maja 2004, v bistvu je padla na neko netino. Ukvarjali smo se z vojaško-zgodovinsko dediščino in v bistvu iskrica je našla neko mesto. To je bil težek zalogaj, namreč park vojaške zgodovine, to ni muzej lepih umetnosti, to ni nekaj, kar boš gostu povedal in bo prišel na prvo žogo. Hkrati pa ste imeli pred sabo ne lepo urejene stavbe, ampak na pol razsut kompleks nekdanje italijanske vojašnice. Nič perspektivne obete niste imeli, pa ste kljub temu verjeli.
Ja, zdaj, treba se zavedati, tukaj v robu Pivke je propadal en tak kompleks, ne, in ki je predstavljal problem za lokalno skupnost. To je bistveno večji kot za samega lastnika, Ministrstvo za obrambo, ki je pač v Ljubljani, ne. Tukaj, pač se v takem kompleksu se pojavljajo narkomani, kače, nevarno, da kakšen otrok pade čez kakšno stopnišče, čez kakšno okno. In treba je bilo najti rešitev, ne. To je z industrijsko cono ni šlo, ne. In se je pač ta ideja, ne, porodila, ker preprosto, mislim, da kot lokalna skupnost smo nekaj morali narediti, ne. Ko je bilo treba skočiti v ta bazen. Gospod župan, ideja o parku vojaške zgodovine je imela na začetku le malo možnosti, da preživi, ampak občina Pivka je v njej prepoznala svojo razvojno priložnost. Prvi poskusi reševanja tega napol propadlega kompleksa tedaj so šli kakopak v smeri industrijske cone, ne, ki pa gledano z današnjimi očmi še zdaleč ne bi prinesla tako velikega preboja za Pivko in širšo okolico. Nikakor se ne predstavljam, da bi industrijska cona izgledala tako seksi kot te vojašnice. Se lepo sliši. Ja, lep dober dan vsem skupaj. Lepo, da ste si vzeli čas, minister, poveljnik oziroma načelnik. Sem videl vsaj 3 oziroma 4 poveljnike naše vojašnice. Res sem vesel, da ste si vzeli čas. Tokrat jih ni bilo treba ustavljati stanki, če se navežem na eno vašo misel, ki ste rekli, Pivka je tranzit in mi bomo kar stanki ustavljali tle. Ja, to je bila ena vmes je tako slučajno priletela, pravzaprav. Mogoče tu, kar je bilo rečeno, ne, kar je Janko v bistvu načel, zgodba se je začela, mislim, zgodba ima precej širši kontekst. Res, eno je, da je bila vojašnica težava, tukaj je bil razpadajoč kompleks, ker res nismo vedeli, kaj bi, ne da nismo vedeli, razmišljali smo o tem, ampak vendar ne bi bila z te občine, zdaj kaj smo s tem prostorom, bile so od tega, da bi bila pršotarna noter, pa enkrat smo se pogovarjali, so prišli dejansko pogledati eni Kraševci. Te malo kasneje, ja. Ja, ok, pa ne bom to temo načenjal. No, v davnem, en kup CD je bilo in je pol na koncu se je zdelo, da je pač treba iz tega problema nekaj narediti. Hkrati je treba vedeti, da tu je bila neka vojaška zgodba, v Pivki imamo tudi res veliko vojašnico, en kup te tehnike, take in drugačne je bilo tukaj. Hkrati imamo pa tudi poligone, je Poček blizu, na drugi strani naše občine pač imamo poligon za razminiranje. In smo rekli, ok, vse tu nam predstavlja, ali pa se je zdelo, da prav vse skupaj je ena velika težava. Tako nekaj, s čimer se je pač potrebno ukvarjati, ker je letel problem ven, je skakal ven. In potem smo rekli, ok, če poskušamo nekaj najti, neko sinergijo, kjer je skupen interes ministrstva, vojske, naše vojašnice, treba povedati, da brez res dobrega sodelovanja z našo vojašnico ne bilo nič od tega, smo rekli, ok, mogoče se pa tukaj ujamemo in vsega tega problema naredimo mogoče neko priložnost, nek razvojni potencial, čeprav smo imeli problem, smo rekli, dajmo ga probati obrniti, vsaj da ne bo problem. No in na tem smo nekako aktivno delali. Tako da iz tega se je bolj počasi zadeva valila in tudi moram reči, da z vojašnico na občinski praznik je poveljnik prišel v bistvu prej, ker pol na samo prireditev ne bo prijel in smo tu imeli debato, smo pač imeli dopoldne več časa. In v bistvu smo rekli, ok, neke rešitve je treba poiskati, no tako je se začela zadeva bolj konkretno valiti. General-major Roman Urbanč, vi ste na svoj način povezani s Pivko, bili ste poveljnik pivške vojašnice, se imam pravilne informacije, ne? Dobri 2 leti ste bili, potem ko so vas sem premestili iz Krškega. No, povejte po pravici, a ste Pivko dojemali kot kazenski bataljon? Spoštovane in cenjeni, dober dan še z moje strani. Ja, dejansko takrat sem tako razumel. Torej mi, ker nismo bili pridni, smo dobili prekomando Pivko. Če se navežem na razstavo, namreč številni vojaki, pa tudi generali Jugoslovanske ljudske armade so Pivko jemali dejansko kot kazenski bataljon zaradi šibkega družabnega življenja in ozkega razpona gostinske ponudbe, da hudih zimih je sploh ne omenjamo.
Po vojaški izobrazbi ste tankist in sklepam, da ste tudi zato imeli do teh vojaških ostalin, ki so tu v Pivki ostale za jugoslovansko ljudsko armado, en poseben odnos, lahko rečem na pol sakralen, ne? Če številni v tankih in vojaški infrastrukturi vidijo samo orožje, pa ste vi v njih prepoznali tudi dragoceno tehnično kulturno dediščino. Absolutno se strinjam z vami in s to trditvijo. Torej, ja, zdaj, če se navežem na tiste čase 20 let nazaj, ja, turisti so se ustavljali tudi pri nas v vojašnici, se veste, takrat smo sicer že bili partnerji, pristop k EU in NATO je bil tu. A v bistvu ste bili prvi turistični delavci, pol že, ne? Dejansko res, kajti okoli vojašnice smo imeli redke eksponate, ki jih Evropa več ni premogla, ker so jih uničili. Seveda po obdobju, po hladni vojni. In so prišli ljudje iz različnih držav, predvsem seveda vojaki, oficirji. Mi smo si to gledali. Tako da, jaz sem imel že 2003 velike izzive, ko sem prišel v Pivko in seveda takrat so se moji politični gospodarji in moji šefi vojske odločili, da moramo te tanke nekako spraviti na dinos, na odpad in da se to razreže, pa da se nekaj se še zasluži. In ob tem vas je bolelo srce. To so redki primeri, ki bi se tujci pulili, ne, da bi jih imeli. In tu seveda sem že 2-3, potem smo nekako iskali rešitve, predvsem za te redke eksponate, ki smo jih imeli, kako jih spraviti. In moram reči, da smo že 2-3 začeli debatirati o kam reši tiste najbolj dragocene primerke, od Pattona, Stewarta, ki jih res ni v svetu. Ne. Mi smo iskali rešitve znotraj mesta Pivke, no in potem seveda se pa 2004 se pa pač porodila ta ideja, da mogoče je pa čas za kaj večjega, ne, da so to še drugi objekti. Vmes smo tudi rešili nekdanji dom jugoslovanske ljudske armade, ki smo ga nekako skupaj rešili na ta način, da to pripadlo občini Pivka. In se spomnim takrat, ko smo to temo odprli z takratnim načelnikom generalštaba generalom Lipičem in z ministrom dr. Grizaldom. Ne, se spomnim župana, ker je rekel, to je moj poveljnik, ker je rekel, ne, ta je po moj, veš, ne, kaj se spomniš? Kaj si imel ti pri tem, da si tako hiter se znebil takega objekta, kot je dom JNA, ne? No, v glavnem, ključno je mogoče ravno bilo to, da smo res znali skupaj igrati, da se je pokazalo, da ta vojska, naša slovenska vojska, ni več tista, ki zavira razvoj kraja, občine, ampak da seveda poskuša maksimalno tudi dati od sebe. Danes pa smo bili mi takrat drugi največji delodajalec v občini. Torej, vojska je bila enormno močna, še vedno takrat v Pivki, moj bataljon je bil kakorkoli danes gledamo, tak bataljon je danes zlata vreden. Trpežen je mogo biti, ne? Sem videla v sliko, ko so se borili proti tisti zimi in buri tam zunaj na razvoju. Ja, vsega je bilo, tako je. Ampak hoče reči, da smo že takrat reševali tudi ta problem teh objektov, ker so se predvsem res opazili smo, da je droge precej, da je kriminala. Ampak jaz sem edino rešitev takrat, da rešim te bajte na ta način, da začnem noter usposabljati pred misijami specialce in vojaško policijsko tehniko. To pa pomeni upade v objekt, razbijanje, demoliranje in potem so se te enostavno ustrašili in so šli. Ker to je pač vojaški prijem, kako reši zadevo, se ne razumete. Tako da, evo, jaz bi rekel, super je bilo, da smo to naredili. Verjetno bomo morali še kakšen eksponat pripeljati, ne? In jaz sem res ponosen na to ekipo, da je ta ideja šla takrat naprej in rezultate jo vidimo danes. Bravo. En velik aplavz za to sodelovanje, ki ste tukaj tako pomogli. Ste pa najbolj pomogli tudi k boljšemu ugledu Pivke, ne? Danes se to ne smatra več za kazenski bataljon. Ne, to je sinergija. Pivka je vedno v mojem srcu, jaz danes trdim, da je to, kljub temu, da sem res nekratko čutil, a si predstavljate, ni bilo še avtoceste. So gradili avtoceste, torej 2 avta sem uničil, včasih vem, da so moji šoferji, ko sem se prekadil z unim starim golfom na ših, so mi ga kar odpeljali, pa so rekel, šef, imamo ga malo pošrav, pa ga drugačno, da nam prišel. Ampak
najlepši del moje kariere. Res pa je, da sem bil 20 let mlajši, še bolj fit, kot sem danes, čeprav sem še danes počutil fit. In res je bila ekipa, polovica Vrhničanov, polovica Pivčanov, ki so se še 2 leta, 2-3, pa mogoče vse takrat je čas anekdoto povedati, da so to nasmejali, se niso najbolj marali te fante, zdaj pa vidim, da skup sedite tam. In sem rekel, fante, vi se med sabo gledate sem skozi puškine cevi, kvazi, ne. In je bila pač anekdota, ta pa ni bila anekdota, žal se je resno zgodilo, ampak hvala Bogu, brez večjih, torej brez samo nesrečena poškodba tanka, ni živel. Torej, Pivčani so lansirali most, Vrhničani so se popeljali prek tega mostu, lansiranega s tankom. In peljali so moj povojniški tank in so ga pod žeriblom obrnili lepo na hrbet 5 metrov globoko v grobu. Seveda preiskovalni sodnik, se to pride, ne. Naši kriminalisti in to se ukazujejo, potem pravi, kdo je to ukazal, se pojasni. Kaj zdaj? Se kot fante niso nič krivi, jaz sem ukazal, niso morali to narediti. Ampak na koncu, pustimo zdaj vmes, kaj se vse dogajalo, na koncu je bilo tako, da so fantje stopili skupaj in dekleta, eno deklet smo takrat imeli že, no. Tank pošraufali v enormno hitrem času, popravili vse in rekli so, šefe, prvi strel je tvoj na počku in moj tank, ker sem jaz lahko strelil s tem tankom, v 3 mesecih je bilo picikata rešeno. Temu se reče dobra ekipa, no? Magister Boštjančič, sem upala, da se gospod župan ne bo spomnil, šmet pa se je, ne? Namreč eden izmed načrtov s to vojašnico je bilo to, da bi tukaj stala prašutarna. Kako je bilo, ko je italijanski lastnik njega dni prišel sem na ogled? Ja, res, to je pri iskanju rešitev za ta propadajoč kompleks, ne, se je risalo idejne študije, inkubatorja, ne, in razne druge. Ampak ena od opcij je bila tudi, torej italijanski investitor je iskal lokacijo za prašutarno. To je pa na zmeraj piha, polno jasnega, lepega vremena in stvar se je zdela idealna. Ampak dvakrat je prišel na ogled, dvakrat je bila megla do tal, kakršne, ne vem, če sem še kdaj potem videl. To je očitno bil prst božji, da stvar ni bila namenjena za prašutarno. No, še vedno pa mogoče obstaja kakšna možnost, ne, glede na to, da del vojašnice pa spremenite v prašutarno, glede na ambiciozno delovanje podjetja Pivka de la Maris, ki upravlja tudi s Krasovimi mesninami, ne? Ja, vsaj ne 2 sobi bilo imeli, kar nas namenjene. Dobrobit turizmu, no. In to s turizmom se tudi navezujem na vas, gospod župan, namreč ravno v vašem županovanju se je Pivka vrisala na turistični zemljevid Slovenije, prej je to veljalo za napol zaprto območje, za tranzit. Danes imate pa tu zanimiv kontrast, ne? Park vojaške zgodovine na eni strani, ki je kot muzej, kar je rariteta, postal nosilec turizma prav na začetku, in na drugi strani se močno razvija tudi park pivških presihajočih jezer, ki je pod Naturo 2000. Ta prostor je, kot sem rekla že prej, ena zadnjih evropskih divjin. Skratka, regija kontrastov, ne? Ja, in pravzaprav tu smo pravili še skrbljati pod istim zavodom, ne. Še Janko pa smo pravili prepričati, da boje koordinira, ne. Pa je rekel, tu ne bo šlo, malo ga dražim. Drugače pa ja, pravimo tiste stvari, ki so v tem našem prostoru, jih pokazati, jih narediti kot nekaj uporabnega, kot produkt. Tako da smo, recimo, Park vojaške zgodovine je recimo ena taka zgodba, pa smo pravili celo, ko smo delali čistilno napravo v Pivki, smo jo poskušali narediti prezentacijsko, tako da dejansko na naši čistilni napravi lahko kupili skupino obiskovalcev, uradno je v našem, mislim, da je celo v ceniku, Jana, ne, je, ne, evo, kima. Kaj vse vnočite, moram vedeti? In lahko si gre pogledati čistilno napravo. Ne bom rekel, da je zdaj kakšnega blaznega zanimanja, ampak vsako toliko, kakšna šolska skupina pa pride. A je, zmerno več, odvisno kako se ponuja. No, ambiciozno ste napredovali od tistega časa, ko ste stanki ustavljali prve goste, pa do danes, ne? Ja, drugače smo pa, ko smo imeli te debate okrog tega, kaj pravzaprav sta vojašnice, pa tako, pa smo rekli, no, če te naše turiste, ki se valijo skozi Pivko, mislim, da je okrog 2 milijona turistov čez na leto, ne.
Smo rekli, če ne drugače bomo pa stank ustavili. No, tako da smo rekli na tem naredili, drugače pa ja, Krajinski park bivših presehajočih jezer je druga zgodba, ekomuzej, DINA, interpretacijski center za zveri. No, tu je recimo spet en primer problema. Pri nas pač imamo resen problem konflikta med ljudmi in zvermi, velikimi zvermi. In probati spet iz tega nekaj narediti, po eni strani zato, da ljudje čutijo, da tu ni resnici sam problem, ampak da se da iz tega nekaj ven potehniti in pravzaprav, da bolj spoznajo zgodbo širine, pravzaprav tega problema, zato da se lažje z njo soočajo. Z vsemi temi aktivnostmi pa pomembno prispevate tudi k decentralizaciji tega prostora, da se ne bo vse steklo v Ljubljano, kot je, če malo parafraziram gospoda ministra. Tako da več takšnih projektov, da bodo kolone na avtocestah manjše. Seveda pa tu je tudi apel slovenskih železnicam, hočemo boljše vlake. Tako. Gospod general-major Roman Urbanč, verjetno ste v okviru vašega službovanja in izobraževanj v svoji res izjemni karieri obiskali kar nekaj vojaških muzejev. Kako visoko se po vašem mnenju uvršča park vojaške zgodovine? Težko vprašanje, drži. Glede, vsi so specifični in seveda lahko opredeljujejo neko časovno obdobje, lahko neko specifiko, odvisno kaj želiš videti. Ja, so bogatejši, imajo eno zahodni tip tehnike, imajo tudi vzhodni. Predvsem, kar se tiče oklepa, recimo Munster, ker je tudi Panzertruppenschule, rekel Nemška akademija za oklepnike, seveda se lahko pohvali z oklepom boljše. Ampak jaz ne bi rekel, da gre zdaj za to, kdo je večji, kdo je manjši, boljši ali slabši, ampak predvsem za to, da smo uspeli ohraniti to dediščino. Danes me novinarka vpraša, ja, orožje, seveda, ja, vojaki, gledajte, tudi minister danes izpostavil to pomembno zgodbo. Učimo se iz tega in iz zgodovine. Koliko imamo ostale muzeje, etnografski muzeji, torej narod se uči svoje zgodovine in predvsem vojaki črpamo iz zgodovine. Torej od napak, ki so jih vojskovodje, poveljniki delali, od dobrih reči, ki so jih delali, da se nam to v zgodovini ne ponavlja. Tako da pomembno je, da to imamo, pomembno je seveda iz ekonomskega vidika, da se to lahko tudi trži in jaz sem prepričan, da sama velikost je nepomembna, pomembno je, da smo uspeli dodati nakup, da imamo nekaj na nekem mestu, kjer bodo tudi naši vnuki, pravnuki lahko kaj videli in se naučili, kakšna je bila zgodovina na teh prostorih, ne vem, za zadnjih 100 let nazaj. Je pa obisk takšnega muzeja lahko tudi domovinska vzgoja par excellence, vse ti artefakti se na svoj način dotikajo naših življenj. Da, in tu seveda, zdaj zopet, če se poskušam vrniti na naš vojaški način razmišljanja in dela, nihče od naših kadetov, če jih imenujem slušateljev vojaških šol, ne more mimo tega muzeja. Ne more. To je pač tudi naš vojaški muzej, seveda je v sodelovanju z vašim in tu se da tudi še verjetno dodatno, predvsem pri prihodu mlajših obiskovalcev, dodatno še kaj narediti z naše strani, da jih pritegnemo. In tudi mislim, da je tudi vojaki bi morali več delati na tem odnosu predstavljanja domoljubja mlajših generacijam, tako da verjetno na tem segmentu imamo še nekaj odprtih zadev oziroma prostora za izboljšanje, kako bi rekel. Skozi turizem se to najlepše pove, da ne uporabljam spet izraza seksi. Tako, gospod Boštjančič, malo prej na začetku sem omenila te gigantske dimenzije teh vojaških dinozavrov, ki jih imate parkiranih pri vas. To so bili logistični zalogaji na meji mogočega, in pri številnih, pri večini ste bili vi zraven. Kakšni so spomini? Ja, to je res, ti XXL eksponati, kot jim pravimo, so neka značilnost parka, večajo prepoznavnost in prav tako so ti projekti transporta teh eksponatov vedno predstavljali neko veliko atrakcijo, neko veliko zanimivost, ki nas je uvrstila v TV dnevnik tistega dne. Začelo se je s podmornico. Leta 2011, to je Republika Črna Gora, je Republiki Sloveniji, tam že mislim, da leta 2009 donirala podmornico, potem pa se je do neskončnosti zapletalo s tem transportom, ti stroški so šli na 100.000 in več in država nikakor ni našla tega denarja za to pretransportirati.
In takrat nas je poklical gospod Silvano Korenjal iz podjetja Centio iz Gorice in rekel, jaz vam bom to preperal. Jaz sem zdaj nas ne najdu še jedan zafrkal. Tudi bo preperal, ne tako reči. Ampak res pa se je izkazalo, da možakaj misli resno, ne, in v navezavi s podjetjem Dvig, ne, tam vidim gospoda Jeraja, ne, je ta transport prišel Pivko res zaston, ne, kot Božičkovo darilo, ne, na dvorišče in to je bil en preboj, no, in tudi s tem smo vzpostavljeno tako navezavo Centirja, Dviga, Parka vojaške zgodovine, ki je v naslednjih letih prepeljala sem in kup reči, ne, to je podmornica, zdaj, če se spomnimo tistega transporta, je šla zaradi diplomatske note, ki je vložila Hrvatska, ne, da je zaplenila na meji, je šla potem v Italijo, ne, in pa po italijanski strani do Pivke. To je bilo leto 2011, ja. Potem pa 2016 je prišel ta izziv lokomotive. Ne. Torej, v Štanjelu je tam na zadnjem tiru v Koprivah bila 2 desetletji odvržena lokomotiva. Opozorili so nas, da gre za nemško vojaško lokomotivo. Torej, vojne proizvodne, ki brez dvoma sodi v vojaški muzej in da je edina opcija, da se je reši, če jo pripeljemo v park. Ne. Huda reč, no, torej najprej bilo treba poštimati, da je tekla po progi, smo jo prevlekli po soški progi do Divače je vlekla elektrolokomotiva, ne, pa da bi bil spektakel večji, je po tej glavni progi, ne, torej proti Divača Pivka, vlekla njena sestrska lokomotiva, ki čez mi je do nedavnega vlekla muzejski vlak, ne, ker je tu postal cel spektakel, ne. Pa kljub temu, ne, ta železniška postaja v Pivki je silno blizu, ta kilometer pa pol je bilo treba dati na kamion, ne, in to pošast 120 ton težko sklopiti železniško omrežje, zaustaviti magistralno cesto, pobrati kable in tako naprej. Pa je šlo, ne. Ampak še mogoče največji izziv se je pokazal pa konc leta 2021, ko je šel odpis policijski čoln. Vsi se ga spomnimo, kako je potoval po regionalnih cestah. Ja, res namreč taj drži, na videz mogoče ne tako zahteven, ne, ampak problem je bil višina. Prek smo računali, manj kot 7 metrov na kamionu nismo prišli. Na avtocesto gre pa lahko transport samo do 4,5 metra. Torej, je bilo treba najti traso po teh lokalnih in regionalnih cestah in prepeljati od Luke Koper do sem. In kad smo prešli v to cesto, sklopiti je bilo treba 2 mednarodna daljnovoda, ne, pa 100 kablov teh optike, telefonov in vsega tega, kar je nad cesto. Ne. Zdaj, prej smo računali, ta projekt bi bil 100,000, ne, še kaj, ne, in to je do konc leta 2021, mi smo imeli preko tam v predalu še pa Juriju za kakšno tako reč, ne, in kar si štejem nam v velik plus, ne, res, tako, sem ponosen na to, da smo uspeli vse akterje navdušiti do te mere, ne, da so v tem prepoznali nacionalno pomemben projekt, ne, in rekli, ja, mi bomo zdrave, kot donatorji, kot sponzori, ne, zato je Elektro, Telekom, Dars, DRSC, cel spektr, ne, teh javnih služb in izvajalcev, ne, seveda spet Centir in Dvig, ne, in čol smo takrat, ja, konc novembra 2021 eno dnevo prepeljali samo pa. Bravo za to, da ste v bistvu vse uspeli navdušiti, da ste imeli neki veliki ideji. Če malo parafraziram, se pravi za domovino s parkom vojaške zgodovine naprej. Zdaj, takrat smo to operacijo poimenovali Argo 2, ne. Torej, enkrat se je po tej trasi že peljal čoln, ne, že peljala ladja, sicer v nasprotni smeri, ne, ampak pač fante, dajte biti zdraven, ne, se zapisati v zgodovino, ne, tako kot so se takrat, ne, in ja, ne, je v Sloveniji še toliko tega pozitivnega duha, neke tudi domovinske zavesti, tudi nekega odnosa do dediščine.
Janko, odličen motivator ste. Gospod župan, park je dokaz, da v bistvu muzej lahko nosilec turistične ponudbe in celo njen pobudnik. Je pa park razumljen tudi kot nekakšen model sobivanja z lokalnim prebivalstvom, da skozi njega tudi posredno tudi vojska nekaj vrača temu prostoru. Drži? Ja, tako sem na začetku poskušal nakazati, v bistvu smo želeli s parkom vojaške zgodovine na nek način povezati problem prisotnosti, vsaj zdi se, da je problem prisotnosti vojske v tem prostoru. Seveda pač poligon Poček, noben ga ne jemlje kot nekaj pozitivnega, ampak vendarle ne. Jaz sem ves čas probal zagovarjati to, da kakorkoli, tudi če so kakšne NATO-ve skupine na Puječku ali pa na Brču in tako in so streljanja in preletavanja, vendarle je tu usposabljanje naše slovenske vojske. In jaz mislim, res težko prenašam to, da imamo ta konflikt med slovensko vojsko in med lokalnim prebivalstvom, to je nekaj, mislim, milo rečeno neprimernega. In najdeti način, da tukaj najdemo sinergijo, da tu presečemo. In s parkom vojaške zgodovine, vsaj kar se pivke tiče, lahko rečem, da v neki meri smo in se čuti to konekcijo in ta plus in mislim, da s tem smo naredili precej. Res pa je, no, da smo poskušali ne nazadnje bolj to dediščino oziroma vse skupaj pripraviti na način, da je turistično zanimivo. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker, to nas ne vem, že kaj rečeno, momendenje, v veliki meri se park financira sam. Ampak to je bil na začetku, že od samega začetka fokus, da moramo vse narediti tako, da se bo v čim večji meri financiralo. To je bila ena taka zahtevna naloga za ekipo, ki je temu sledila. Na začetku seveda smo v strani občine nekaj pomagali, oziroma ves čas pač se prava, koliko pač je bilo potrebno, ampak v čim manjši meri, no zdaj hvala Bogu so stvari, je park pooblaščen muzej oziroma najprej razvit, pa pooblaščen, tako da Ministrstvo za kulturo sofinancira, ker težko pa pričakovati, da ta muzejski del šel skozi trg skozi. Ampak drugače, ta turistični del se pa pokrije, tako da mislim, da tu je ena posebna redkost slovenskih muzejev. Absolutno. Poglavje o Počku je pa poglavje za neko drugo debato, ne? Tako, bolj optimistično zremo v prihodnost, gospod general major, mogoče še za konec vaš pogled v prihodnje. Kaj bi si želeli za park vojaške zgodovine, glede na njegovo pomembnost, kajti tiste usodne srede, 26. junija leta 1991 so ob 11:10 ravno iz te vojašnice na cesto zapeljali prvi tanki Jugoslovanske ljudske armade. Ja, zdaj, tako najprej, jaz sem prepričan, da je zdaj res usoda parka vojaške zgodovine v rokah direktorja in vodilnih, ker imajo dobro vizijo, verjamem, da jo imajo. Nekaj sem zdaj že slišal, ker sem za nekaj časa bil zunaj, pa nisem toliko spremljal, razen to, kako sva se slišala, ker je bil prepustil ekipi, ki je strokovna, sposobna in dokazala, da ni para. Takrat sta bila to župan in njegov direktor občinske uprave, zato se spomnim še tega. No, je to dober občutek, ko gledate iz tistih ruševin pa da danes, in občutek, da ste sodelovali prej eni veliki ideji, je pa dober. Jaz sem ponosen res, da je to uspelo, kot jaz seveda se od ideje pa do realizacije seveda ni samo sreča. So dobri načrti, mi rečemo, planiranje je vse. Tudi če plan pade v vodo, če si planiral, veš, kaj te čakajo vrzeli, pa lahko potem aneksiraš ta načrt in greš malo levo, malo desno. Tako da, kar se tiče vojske, vojska bo Pivki ostala in vojska ni in verjemite mi, ne more biti problem tega okolja. Enostavno se vojska s tem okoljem zliva, živi. In sem dobro poslušal ministra, torej ti multiplikatorski učinki na okolje so tudi danes. Toliko več, kot sva rekla, je prehranjevanja, gostilen, fanti gredo na pivo, če sem z tega vidika gledal. Ampak lahko bi naštel še marsikaj drugega. Razvija se industrija, turizem. Tako da to sobivanje vojske in okolja je, vete, konc koncu nismo mi nič drugačni kot ste vi, s tem, da imamo malo manj pravic, pa več obveznosti in dolžnosti kot državljani. Torej, nimamo vseh z ustavo določenih predstav, kot jih imate vi, ko mi rečemo civili. Ampak jih imamo malo manj, verjemite mi, da je res, vse verjetno tole vojaki hitro lahko potrdijo. Ampak jaz
od začetka službovanja slovenske vojske nisem nikdar čutil, da smo mi lahko nekak problem, ampak smo lahko samo del rešitve, kajti mi smo del naroda, del kulture in seveda vedno bomo vaši in z vami. Jaz sem kar nekaj let služboval tako v Evropski uniji kot NATO, za tem zadnjim mandatom bo skupaj 12 let EU-ja in NATO, brez misij, Rusija, Monsa. Torej 20 let je res, če pogledam nazaj, enormen napredek Slovenija naredila. Seveda mi vojaki ogromno potujemo, če bi primerjal recimo predvsem ta vzhodni blok, 20 let nazaj, ko sem ga sprehajal se čez njega in Slovenija je bila takrat resno bistveno bolj razvita od njega. Ta vzhodni blok se je približal, torej so ta sredstva, ki so prišla iz Evropa, seveda šla tja mogoče malo hitreje, ampak potrebovali so to bolj, kot potrebujemo Slovenci, garant. Jaz mislim, da brez Evrope ne bi bili danes tako uspešni, kot smo pa ravno danes. In tudi, verjemite mi, brez NATO ne bi bili tako varni, kakor smo danes. Torej, če je Evropska skupnost ena zgodba uspeha z ekonomskega vidika in z našega razvoja, potem je NATO druga zavezništvo, ki nam omogoča, da imamo potrebne vire, kvaliteto življenja, da smo varni, da lahko potem ta drugi del uspeva. Pivka je isto naredila enormen uspeh. Glejte, spomnimo se tisti po 90-ih, 2000, koliko firm je propadlo, glejte, zopet se razvija nazaj, gre drug mah, turizem in še enkrat, Pivka je uspešna in ni več tisto kazenska kolonija, ampak... Ti dobro naslov za časopise s seboj. Mogoče samo še ena misel vezana na strah pred nami v okolju in naravi. Tu trdim, ker so vzadnji znanstvene raziskave, predvsem od večjih poligonov in strelišč in gledišč v Evropi. Torej, ja, kar se tiče okolja, smo mi najbolj podvrženi vseh zakonodaje, da skrbimo in varujemo okolje. Imamo še nekaj stvari za odpraviti, kot sistem odpravljamo jih. In verjemite mi, da zelo dobro skrbimo za okolje. Kar se tiče pa narave, smo pa dokazano najboljši. Ravno tudi, ne bom trdil zato, ker nimam znanstvenih podlag zadaj za Pivško, pa za naše jezera tle, ampak govorim za predvsem Grafener, Hohenfels, ki so recimo v razmeri krat 100 proti tem, kar imamo mi v Sloveniji. Torej, ohranile so se živalske vrste in rastlinske vrste, ker jih drugje ni. Ker je ta simbioza, to življenje vojaka in narave je drugačno. In torej od zadnji, če lahko me citirate, jaz bi vam pa vi radoslav, garantiram, da to ni tako slabo. Seveda smo malo onesnaževalci, predvsem hrupa, tu se pa trudimo se, da bomo v prihodnje čim več teh, rekel, bolj motečih za okolje in naravo stvari izvajali na tistih vadiščih izven Republike Slovenije, da bomo čim manj moteči. Morate pa razumeti, vsi skupaj, dragi moji gostje, da je vojna na robu Evrope in da je treba strniti vrste, da se vojska dvigne na nivo, ki bo v vsakem trenutku v stanju preprečiti, torej onemogočiti nasprotnika, da bi sploh pomislil, da bi vse po Evropi. To pa lahko narediš samo na ta način, da si močan, da imaš izurjene in usposobljene enote in zmogljivosti, ki seveda nasprotnika onemogoča, da bi sploh razmišljal, da bi nas bilo kaj dražilo. Dajmo stati pri srednjeveškem izreku, svoje meče bodo prekovali v lemeže in sulice v srte, kako že. Jaz si želim, da bi tako bilo, ampak ta trenutek je v Evropi obraten proces. In bomo zopet prišli do točke, ko bomo spet to dali nazaj. In se prepričam, da tudi kmalu. Hvala. Na tej točki hvala za vaše mnenje. Predajam besedo občinstvu, da z vašimi komentarji pa mnenji pospremite to 20. obletnico Parka vojaške zgodovine. Mogoče mikrofon predajam doktorici Jedrt Vodopivec. Je z nami? Ne,
Jedrt Vodopivec je vodja Centra za konzerviranje in restauriranje Arhiva Republike Slovenije. Doktorica Jedrt Vodopivec, vaše mnenje o fenomenu parka vojaške zgodovine, ali menite, da izpolnjuje ključne naloge in cilje muzejev v 21. stoletju? Jaz mislim, da je presega. Dela. Se radi bolj. Ja, absolutno je presega, tako da tu ni dvoma. Mislim, jaz, ko sem, kako bi rekla, moj prvi spomin v življenju kot otroka je tale vojašnica. Namreč moj ata je bil, rekle, vojaških vajah, kako se reče, Manevr. Imela sem 4 leta, po moje, ne več, ne manj, ker prej se ne spomniš. Tako da jaz se spomnim te vojašnice in to je moj edini spomin iz mladosti, naprav ta vojašnica. Namreč moji stari starši so Petelin, Koč, Hrastja, Radohove vasi in tako naprej. No, skratka, z tega konca. Tako da to zelo dobro poznam. In Jankota tudi že zelo dolgo poznam, pa nisva pa nič v sorodu. Sva se pa spoznala, kako bi rekla, zdaj je 20 let, torej sigurno 30 let nazaj, ne? Od aktivnosti v Slavni. Ne? No, ampak dejansko, jaz sem pač prihajam iz Arhiva Republike Slovenije, torej Nacionalnega arhiva. Nisem arhivist, nisem zgodovinar, sem pač po izobrazbi kemik, konzervator in restaurator. Tako da sem imela dosti stika tudi z muzealci in jaz mislim, da ta muzej absolutno presega, to moje mnenje, noben mi ni nič sugeriral, to je sigurno top nivo, se primerja. V Sloveniji ne vem, če se lahko s kom primerja. Mislim, tukaj bi še nekaj povedala, ne, moja, kako bi rekla, takrat, ko se je govorilo o muzeju osamosvojitve, jaz sem tisti hip pomislila, da je to najboljša lokacija park vojaške zgodovine. Verjetno je mogoče pomislil istočasno ali pa kakšno sekundo prej ali pozneje Janko, to sta pa enkrat ugotovila, ampak dejansko boljše lokacije kot ta ne bi bilo, ker v Ljubljani poznam muzeje, vem, kakšen je obisk v muzejih in tako naprej, noben se ne more niti primerjati s lokacijo tukaj, ne. Tako da, sveda, ko sem pa slišala, kaj je bila alternativa, torej una vojašnica na Roški, glede, tista vojašnica je bila dodeljena Arhivu Republike Slovenije in zgornje, tisto prvo nadstropje visoko pritličje, kjer so bili dodeljeni prostori za konzervatorsko-restauratorski oddelek v Arhivu Slovenije, so potem kar naenkrat zaplenili in hoteli tja postaviti muzej. No, ampak se ne gre za to. Gre za to, da tam mora biti tak pomemben muzej. Tu je prava lokacija, po moje, no. Pa tudi vse stvari ne more biti v Ljubljani, no? Mislim, pa seveda, še to je dodatno, ker mislim, da je itak večji obisk vsi muzeji, no, večina imajo na podeželju, oziroma kjerkoli so bistveno večji obisk, Tele imamo pa še neko drugo dodatno. Še decentralizacijo izpolnjuje. Ne samo to, imamo da pravda človeka. Tako, res je. Tako da. Hvala lepa za vaše mnenje. Ja, pozdravljam pa tudi kolege iz Kobarida, iz Kobariškega muzeja, pa iz Fundacije Poti miru. Mogoče Maša Klavora, tudi vaše mnenje, v čem vidite glavni dosežek parka vojaške zgodovine v Pivki? Hvala, lep pozdrav vsem, tudi v imenu Doline Soče, Fundacije Poti miru najprej in seveda Kobariškega muzeja. Z veseljem smo se odzvali današnjemu vabilu. Tudi mi imamo ogromno enih velikih evropskih idej in projektov in tudi mi smo počrpali kar precej evropskega denarja. Skupno nam je to, da na področju ohranjanja, kot ste tudi vi iz vojske rekli, in župan in Janko, s katerimi tak smo 10-15 let že prijatelji, ki imamo to skupno iskrico in poslanstvo in vizijo, delamo velike zgodbe, pomembne ne samo za lokalno okolje, državo, ampak seveda tudi mednarodno skupnost in da iz te dediščine, ali to prva svetovna vojna, kar je v našem primeru, ali pa v vašem primeru to drugo obdobje 20. stoletja, ohranjamo spomin na vse, ki so bile nekoč takoli drugače vključeni v vojne, obenem pa ustvarjamo res različne sinergije med različnimi strokami, sektorji, bottom-up, top-down in
in obenem res smo lahko zgled, mi, ki se ukvarjamo s to dediščino, težko dediščino, pa nočemo se dark turizma, tako v Sloveniji kot širše v Evropi. In tudi naša izkušnja je taka, tako kot vaša v Pivki, da se Evropa zanima za naše načine ohranjanja, valorizacije, interpretacije, izobraževanja te dediščine in na koncu seveda tudi razvoj teritorija, turizma, mora biti pa vse ostalo prej urejeno in korak za korakom. Tako da tudi mi smo čestitam seveda najprej v obletnici, Kobariški muzej je svojo obletnico 30. imel pred parimi leti, mi kot fundacija smo stari že 24 let, smo pač neke podobna leta imamo, ampak mislim, da opravljamo izjemno dejavnost, no, in bi si želeli tudi mi v Dolini Soče in na poti miru, da bi tudi država, pa do zdaj imamo podporo, ampak mislim, da je tu še rezerva, da bi tej dediščini kulturno-zgodovinski dala še večjo priložnost, ker smo tudi izjemna diplomacija, turizem, razvoj in primerljivi z naravo. In to, kar vi delate, to bi pa predvsem župana rada nagovorila in upam, da bomo bolj še kakšno besedo rekla. Karma Pivka je tudi izjemen zgled za našo Dolino Soče, kako znate povezovati naravo in kulturno-zgodovinsko dediščino in da vidite potencial vsem in tukaj se lahko seveda še učimo naprej. Tako da predvsem pa danes čestitke in res smo veseli, da lahko poslušamo tudi tak zanimiv pogovor in vabljeni tudi vsi na naše dogodke 23. maja v Kobarid, ko bomo predstavili veliko zgodbo Evropske poti miru iz Interreg projekta Centralna Evropa, kjer smo uspeli povezati 30 partnerjev, ki se ukvarjajo z dediščino prve svetovne vojne od Francije, Belgije, Italije, Nemčije, Avstrije, Madžarske, Slovaške, Poljske, Ukrajine, v neko res veliko zgodbo, ki bo dosegla UNESCO cilj na koncu. Tako da hvala. Maša Klavora, isti kaliber kot magister Janko Martjanič. Manjeri karizmatičnosti. Višek turistov iz Doline Soče lahko pa transportirate v Pivko. Tako, sicer pa Kobariški muzej, mislim, da tekmuje po številu obiskov tudi za parkom vojaške zgodovine, sta tam, ampak danes bomo rekli, da je park vojaške zgodovine najjačji. Tako. Strokovni partner Parka vojaške zgodovine na strani Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije pa je tudi Vojaški muzej Slovenske vojske, ki tudi letos praznuje svojo 20-letnico. Besedo predajam načelniku Vojaškega muzeja Slovenske vojske, podpolkovniku Marku Plastecu. Dobrodošli, izvolite k besedi. Mikrofon pa dela, mislim. Lep pozdrav tudi v imenu Vojaškega muzeja. Najprej čestitke Parku vojaške zgodovine ob 20-letnici, čestitke občini Pivka ob občinskem prazniku, čestitke vsemu ob jutrišnjem dnevu Evrope in dnevu zmage dobrim nad zlom. Torej, geografske značilnosti tega prostora zahtevajo prisotnost vojske. Vojska je tukaj bila in bo zato, ker je teren tak. Zdaj, če smo mi bili v preteklosti, torej govorimo o vojskah, moteč faktor, v Slovenski vojski oziroma v Vojaškem muzeju skrbimo za to, da bi bili zdaj na nek način, da bi to svojo prisotnost omehčali. Omehčali na ta način, da bi pomagali lokalni skupnosti z stvarmi, ki jih lahko mi počnemo. Eno so naloge iz civilno-vojaškega sodelovanja, bom rekel pomoči, upam, da je čim manjkrat kot kakih naravnih in drugih nesrečah. Druga stvar pa je to, kako se mi ukvarjamo v Vojaškem muzeju, pa je, da lahko mi predmete, ki jih tukaj vidite, ki so zgori, ki so bili last Ministrstva za obrambo, ki so bili po različnih vojašnicah in so bili moteče za tega, ker je vojska dobivala nova sredstva, današnja mladina mu je všeč kaj novega, te stare stvari so pa bile moteče in so bile precej, bom rekel, naporo je bilo vloženega v tega, da to ni končalo, tako kot je rekel, v plavži. In bi danes kopali žrebe v Oblju ali pa v Falmaksu iz tega. Hvala Bogu je to ostalo, je prišlo sem v Pivko, Vojaški muzej kot eden od partnerov ali pa sodelavcev izredno, torej imamo izredno željo pomagati, da te stvari ostanejo, da so na ogled, da ima od tega lokalna skupnost neki, ko je pa prej nekaj omenjal Muzej slovenske osamosvojitve. Tiste balkon tam gor je Muzej slovenske osamosvojitve. Mi smo imeli pred nekaj časa, smo imeli eno delegacijo, ki smo prebrali sem in ta sprejete po hodniku skozi zgodovino slovenskega procesa osamosvajanja, vstop v dnevno sobo,
kaže na to, kak je večina, velika večina Slovencev, ki ni imela tega privilegija, da bi bila sodelovala v obrambi domovine, skozi tisto dnevno sobo, pa čez televizor, pa čez Tomaža Tečka gledala, kaj se dogaja. In prihod na balkon pokaže vrhunsko zgodbo tistega časa in to je Muzej slovenske osamosvojitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Vaše mnenje, vaša popotnica, vaše želje, kako vi gledate na 20-letnico Parka vojaške zgodovine. Državljane Evrope, dobrodošli. 20 let Evrope in Slovenije v sintezi je sigurno trenutek, ki je danes zelo pomemben za jutrišnji dan, koliko je pomemben ta muzej. Muzej, da se bodo rodovi, ki so za nami, tudi nekaj od tega naučili. Vendar v življenju je vedno pomemben projekt, ima za projektom ljudje. In tukaj včasih rečemo, Primorci je več krstno, a tukaj ne bi bilo več krstno. Tukaj je bilo več zgodi, da sta lahko župan Robert in pa magister Boštjančič najdla sintezo, od katere danes ta prostor ne na Primorskem, ne v Sloveniji, je v Evropi dragulj, kako lahko iz porušenega prostora narediš prostor, na kateremu se lahko učimo in upam, da bomo se od tega skupaj tudi nekaj naučili. Hvala magistru Boštjančiču in pa županu, da so ponesli pivko, ki ni bila niti na zemljevidu Jugoslavije, kaj šele Evrope, danes v evropski dragulj zgodovine. V Postojni se zgledujte, ne? Kaj ne rečem? Dejan Iskra, vodja RTO Postojnska jama Zeleni kras, ste še Dejan, dobrodošel. No, zgodovinar po izobrazbi, kaj Park vojaške zgodovine pomeni za turizem Zelenega krasa? Najprej da izkoristil priložnosti se še enkrat izrekel zahvale oziroma čestitke Janku Boštjančiču in županu, da ste imeli en tašen pogum in vizijo, kako razviti nek nov turistični produkt v krajih, ki turizma niso tako nekoč poznali. V naši destinaciji, da smo se znali predstavljati, smo se z njej strani soočali s Postojnsko jamo, ki je tradicija večstoletna na področju turizma, in na drugi strani s takimi novimi turističnimi produkti, ki so usilili iz ne strani potrebe, na drugi strani pa tudi iz neke želje obiskovalcev, ki so iskali nekaj nove in nekaj drugačnega. In tukaj se ta vidik zelo dobro poklopil. Tako da jaz sem izredno ponosen, da imamo Park vojaške zgodovine v naši destinaciji in da z njimi, z upravo in z vsemi, ki tukaj delajo, tako dobro sodelujemo že več kot 10 let. Danes tudi na tem dogodku razmišljam malo, par misli se mi še utrnilo. Park vojaške zgodovine, vsaj po mojem mnenju, ena izmed njegovih ključnih prednosti je ta, da je znal prepoznati tudi potencial oziroma razvijati človeške kadre. Torej, več desetletij, tisti, ki poznate, je ta mantra, da vsi gostinci so se kalili v Postojnski jami. Zdaj, počasi, v 20 letih pride tudi do tega, da so se kadri, ki so zdaj zaposleni na različnih funkcijah, od razvojnih agencij do muzejev, kalili tudi v Park vojaške zgodovine. Tako da sem ponosen, sem tudi pred 15 leti del te zgodbe in naslednjih let. Dimenzija. Bravo. Mogoče še besedo predstavnikom Škocjanskih jam, ki tudi zelo uspešno sodelujejo s Parkom vojaške zgodovine, kot tudi z Lipico. Gospod Peric, mogoče. Ok. To je vse del scenarija. Skratka, moram reči, da smo mi z velikimi in čudnimi očmi gledali začetek in razvoj Parka vojaške zgodovine, glede na to, da se ukvarjamo res s tematiko, ki je morda v začetku izgledala čist diametralno nasprotna, to je naravovarstvo, narava in tako naprej, ampak z leti, ko smo uvidli ta zanos in rezultate in nek tak elan v teh ljudeh in konec koncev želja in borba za nek razvoj, za nekaj dobrega, za razvoj kraja, območja, regije in tako naprej, smo videli, da smo pravzaprav tukaj zelo podobni. In od takrat naprej smo
priznam, tudi sami malo obrnili ploščo in smo stopili z vami v korak in do danes ustvarili tudi neke skupne zgodbe, imamo 3 kraških znamenitosti in zaradi tega sva se tudi Spolovna vlada udeležila današnje slovesnosti, tako da verjamem, da bomo tudi naprej še marsikatera skupaj. Čestitke tudi v našem imenu. Hvala lepa in še na dosti uspešnih zgodb. Sodobni muzeji, kamor spada tudi Park vojaške zgodovine, so mediji posebne sorte. Prostor družbenega dialoga in povezovanja in ena izmed njihovih ključnih nalog je tudi skrb za skupnost. Skrb za to, da se muzejska dejavnost širi tudi navzven, kjer muzeji ozaveščajo o pomenu ohranjanja dediščine v njenem izvornem okolju in tako skrbijo za intelektualno, kulturno in razvojno-ekonomsko dobrobit lastnega okolja. Srečno pot torej Park vojaške zgodovine, iskrene čestitke celotni ekipi ob obletnici in seveda dosti poguma, volje in predrznih idej, ter da bi se tudi v prihodnje še tako uspešno povezovali tudi z občino Pivko ter tukajšnjim turizmom in lokalnim gospodarstvom. Hvala za vašo pozornost, hvala pa tudi vsem sogovornikom. Vas pa v imenu organizatorja sedaj vabim na manjšo popustitev ter seveda na ogled zbirk parka, pri čemer pa ste ob koncu tedna vabljeni tudi na ogled tukajšnjih depojev, kjer so zbrani predmeti iz depojev Tehničnega muzeja, Muzeja novejše in sodobne zgodovine ter Narodnega muzeja. Jaz sem bila navdušena in trenutno je na depojski razstavi leta na ogled postavljena razstava Usoda koles, ki jo je pripravila avtorica Katarina Jurjavčič. Res toplo priporočam, več pa v petek v oddaji Najlepše. Še enkrat hvala za vašo pozornost in čestitke Parku vojaške zgodovine.